Dobro večer. Ja, evo me po dolgem času nazaj, tokrat v slovenščini. Evo ponovno odpiram knjigo Modrosti na strani 111, 3 enke. To metaforično pomeni novi začetek. In misel ali pa modrost na tej strani pa pravi: nikoli ne pustite, da vaše sanje umrejo z vami. To bi pravzaprav naj bilo eno od naših poslanstev. Oziroma na to misel se lahko pravzaprav navežem na ta način, da pravzaprav govorimo o našem obstoju. Zakaj sploh pravzaprav smo tukaj, oziroma kaj je naš namen na tem svetu. Če gledamo najprej fizično telo, je namen seveda nadaljevati človeško vrsto. Potem, če gledamo intelekt, je mišljeno pustiti nekaj za sabo. Ravno govorimo o tem, ne pustite, da vaše sanje umrejo. Čustva pomeni, da se izživimo v telesu, v katerem se rodimo. Se pravi, moški kot moški, ženske kot ženske. In seveda energija ali pa dušno telo pomeni, da se izživi ali pa da dobi tisto, po kar je pravzaprav ta energija v naše telo prišla. Energija nima spomina, ima pa frekvenco. In zato pri energije ne moremo enačiti z dušo v naših preteklih življenjih. Ampak gre pravzaprav za to, da energija pride v naše telo, da z izkušnjami tega telesa dobi višjo frekvenco in potem napreduje, kamor napreduje. Torej, če govorimo o vseh teh 4 poslanstvih, ki jih imamo, moramo pravzaprav govoriti o tem, da vse te 4 stvari mi moramo, ni nujno, ampak je fajn, če hočemo, da nam je dejansko, da smo zadovoljni v tem življenju, zadovoljiti v tokom našega življenja. Torej, da nadaljujemo, seveda to je povezano na partnerski odnos, ne. Ni nujno, da mi vse te 4 poslanstva, ki jih imamo kot celota, zadovoljimo ali pa izražimo z eno in isto osebo. Se pravi, če mi z določeno osebo nadaljujemo človeško vrsto, še ne pomeni, da moramo izživeti moškost ali ženskost z isto osebo ali doživeti neke druge življenjske cilje, poslanstvo, zabavo, višjo frekvenco, različne izkušnje. Namreč to, da sta dva skupaj, je v osnovi, če gledamo po naravni psihologiji, maksimalno 7 let. To je tista energija, ki jo življenje ali pa kakorkoli narava drži skupaj, 2. Namreč s tem se kaj zgodi. To je tisto obdobje, ko se otrok rojeva in ko se oblikuje njegov karakter, torej prvih 6 let. In po 6 letih njegovega rojstva, torej vse 7 let bivanja 2 staršev ali pa 2 moškega in ženskega skupaj, je na nek način naraven proces, da sta skupaj, zaradi nadaljevanja človeške vrste. Potem pa več ni naraven proces. Se pravi, če hočete 2 skupaj ostati, po 7 letih je to postane garanje. Torej, celotno življenje oziroma bivanje v dvoje skozi vso življenje ni nekaj naravnega. Vsaj iz človeške vrste, če gledamo, ne. Ampak je bistvo pravzaprav odnos, je garanje, ni se samoumevno. To garanje pa pomeni predvsem poudarek na komunikaciji. Ni samo dovolj, da mi slišimo posameznika, ampak mi moramo
z nekom izmenjevati energijo, z njim se pogovarjati, kdo smo, kaj si želimo, v katero smer hočemo. Torej, ampak seveda to zdaj ne pomeni, da prvi dan takšnega kot partnerja spoznamo, da bo takšno vso življenje. Mi se pravzaprav ves čas spreminjamo in mi moramo opazovati, kaj se s partnerjem dogaja, na ta način, da se z njim ukvarjamo, se z njim pogovarjamo. In seveda veliko krat pridemo v situacijo, ko mi več nismo sposobni temu slediti. Se pravi, mogoče so naši cilji ali pa naše pričakovanja od partnerja popolnoma drugačni. In seveda, če vidimo, da to gre v neko smer, ki nam ni več blizu, ne smemo biti tisti, ki bomo partnerja držali in ga vlekli nazaj, ampak ga moramo na nek način spustiti. Seveda spustiti na ta način, da se z njim pogovarjamo, zakaj, v katero smer, kaj si kdo želi. In ko oba dva vidita, da res več skupaj ne gre, pomeni, da sta skupaj zaključila to svoje življenjsko poslanstvo in gresta naprej. Zato je pomembno, da dva skupaj komunicirata in ko nehata komunicirati, se neha odnos in tudi skupno bivanje. Zato je komunikacija na vseh nivojih toliko pomembna. Ampak z drugim bomo lahko samo toliko komunicirali, koliko drugega poznamo. Oziroma ne, koliko drugega poznamo, koliko poznamo samega sebe. In koliko poznate samega sebe, to smo govorili v prejšnjih storijih in še bomo, ampak ne danes. Mogoče zavrtite nazaj. Torej, lahko samo to rečem, druge poznamo toliko, kolikor poznamo samega sebe. Torej, če ne poznate drugih, tudi sami sebe ne. Tam začnite. Vsako jutro si naredite najprej sestanek sami s sabo, kdo sem, kam grem, kaj čutim. In potem to ponovite konec dneva. Kaj sem naredil, sem to dosegel, kako se počutim. In tako boste dan za dnem, se pravi vsaki dan posebej zaključevali in začenjali. In to pomeni, da boste začeli čutiti vsaki dan posebej. To pomeni stavek tukaj in zdaj. Začeli boste čutiti, kdo v resnici ste. Začnite s tem. No, in vse ostalo v enem od naslednjih videov. Lep večer. Zdaj pa ne vem, kako se to zaključi.